kaj je pokojnina? Zame je pokojnina to, da danes sem mlad, sposoben, lahko delam, imam veliko življenjske energije. To svojo življenjsko energijo menjam za dobrino, ki rečemo denar. Če imamo prenizke plače, imamo seveda potem take tudi pokojnine. Zdaj si pa samo predstavljamo, 120 evrov več na mesec, to je 1440 na leto, to je skoraj 3 pokojnine za njih. Tukaj pa pri nizkih pokojninah vsakih 50 evrov pomeni. Za 1 evro, ki ga sam pristaviš, delodajalec doda še 1 evro. Jaz bi si želel, da bi bil december tudi mesec varčevanja, ne samo zapravljanja. Lepo pozdravljeni v novem SBC-evem podcastu. Tokrat bo govora, znova lahko rečem, o pokojninah. Zakaj? Zato, ker je zdaj jasno, da referenduma o pokojninskih spremembah, ki so se obetale oziroma ki zdaj bodo, vendarle ne bo in ker je o pokojninah treba govoriti. Zdaj tisti, ki jih že imate, dobro veste, koliko ste vplačevali in kaj zdaj dobite na svoj račun vsak mesec, ko je čas za to, da prejmete državno pokojnino. Tisti, ki smo pa še aktivni, delamo, pa je prav, da se začnemo morda končno bolj zanimati, kakšne pokojnine nas čakajo, ko se bomo upokojili. In zato, kot rečeno, dobrodošli, danes bo govora o pokojninah in če govorimo o pokojninah, je prav, da govorimo o vseh 3 stebrih, o prvem, drugem in tretjem. Zato imam danes 2 sogovorca in lep pozdrav obema. Marjan Papež, generalni direktor SPIZ-a, drži? Lep pozdrav, vse dobro. Ja, in pa Primož Scencelj, izvršni direktor Modre zavarovalnice, in lep pozdrav. Lep pozdrav. Kje začeti? Morda najprej, a ste si oddahnili, da vendarle ne bomo odločali o teh spremembah, ki jih je vlada sprejela, o pokojninski reformi oziroma teh detajlih, ali vas to v bistvu zdaj še bolj skrbi, ker zdaj jih boste morali pa začeti tudi uresničevati? Ne, sem vesel, da je do tega prišlo, čeprav smo že kar nekaj časa nazaj vedeli, da ne bojo zbrali podpisov. Osebno sem celo malo močnejšo, če se športno izrazim, borbo pričakoval, da bojo vsaj preko 20 000 prišli. Vsaka stvar je za nekaj dobra. Ki je bilo najprej škoda, da je bilo sploh te referendumske aktivnosti, po drugi strani pa, če teh aktivnosti ne bi bilo, ne bi nikoli tako predstavljali reformo, te njene pozitivne učinke, kaj prinaša, tako da je dobro, se pravi, da se je tudi o tem veliko govorilo in nenazadnje tudi danes bomo tudi kaj povedali o tem. Se pravi, je pa vseeno, ko je bil 11. Martinovo, se pravi, smo lahko nazdravili od veselja. Dobro. Ja, nič, pa začnimo morda pri teh pozitivnih spremembah, ki jih torej prinaša te pokojninska reforma. Kaj bi vi izpostavili kot najbolj pomembne? Ja, zelo pomembno je, kar je drugače, kot je bilo pri prejšnjih reformah, da se pogoji začnejo spreminjati šele čez 2 leti. Leta 2028, tako da ljudje, ki so delali 40 let, ni treba, da v zbegano letijo, se pravi, grejo v penzijo ali pa na zavod za zaposlovanje, in da so v bistvu tudi prehodna obdobja, ko se bo začelo, po 3 mesece se starost dviguje. Za reformo izredno pomembno, da ostane 40 let. To sem že, ko se je to vedelo, da bo 40 let pokojninske dobe ostalo, ne za vse, ker tudi že sedaj morajo nekateri delati več kot 40, je zelo pomembno, tako da lahko govorimo o reformi, tistih zadevah, ki bomo rekli, ki so negativne, samo in zagotavljajo tudi stabilnost pokojninske blagajne na dolgi rok, dvig starosti iz 60 na 62 postopno in iz 65 na 67, podaljšanje referenčnega obdobja in drugačen način usklajevanja pokojnin. Vse ostale zadeve, ki jih je pa veliko, jih je preko 24, ko bojo že leta 2026 začele veljati, ki so ugodne in gre pripisati temu, da se je reforma delala v času dobre gospodarske situacije, da je toliko sprememb ugodnih, o katerih bomo še kaj potem rekli. Tudi za drugi pokojninski steber so prišle spremembe, končno, kaj ne? Koliko ste bili vpleteni v te pogovore, pa tudi v kakšne predloge? Ja, sam mislim, da ker je, bom rekel, tudi koliko malo glasov je bilo zbranih za pokojninsko reformo, kaže, da je bila družba res vpeta v samo
debato in sam razvoj in vse kompromise, ki so se dosegali pri implementaciji te pokojninske reforme, kot da tudi seveda vsi ponudniki drugega stebra smo bili zelo vključeni v to debato in veseli smo, da je tudi tukaj bilo nekih prebojev doseženih, ki bodo na dolgi rok koristili vsem nam. Če jih mogoče, bom rekel, dva, ki sta meni najbolj ljuba, izpostavim. Prvi je to, da, bomo rekli, z razvojem kapitalskega trga v Sloveniji se je, v samo naložbeno politiko vpeljal neki nov naložbeni razred, ki mu rečemo alternativne naložbe, kjer so se stvari, bomo rekli, zelo skristalizirale in, bom rekel, smo tudi nekako dali zgornjo mejo, kakšna izpostavljenost do alternativnih naložb ima lahko, drugi steber, in to je 30%, in kakšne vrste teh alternativnih naložb so, dovoljene v portfeljih, mogoče lahko kasneje tudi kakšno na to rečemo. Druga stvar so pa potem, ko že zberemo vsa sredstva in gremo v to redno izplačevanje, da je tukaj možnost, da posameznik ni nujno, da zbere doživljenjsko rento, ampak lahko tudi reče, da si želim imeti rento, ki bo krajša, kakor bomo rekli, dokler doživim, recimo 5, 10, 20 let. To je sicer stvar še končne implementacije, ampak to je definitivno nekaj, kar bo naredil, drugi steber še bolj seksi, kakor mogoče v preteklosti je bil. Dobro ste zdaj to rekli, če smo pri prvem stebru, ne, ta ni seksi, ta je obvezen, ta je nuja. Mislim, da je 640 tisoč upokojencev, ne. Je pa stabilen na trdnih temeljih. No, saj to je zdaj moje vprašanje. 640 tisoč upokojencev, imamo invalidske pokojnine prejema okrog 80 tisoč ljudi, predčasne okrog 40 tisoč ljudi. Rekli ste prej, stabilen je, tudi s to reformo bo še tako ostalo. Kako stabilen res je? Ne, ker vsako leto pa rečemo, koliko primaknemo v ta primanjkljaj, kolikor sami dodamo v pokojnino, no. Moram samo malo številke popraviti. Aha, dajva. Preko 655 tisoč je upokojencev iz obveznega zavarovanja, od tega je okoli 64 tisoč invalidskih upokojencev in malo predčasnih, to jih je 2500, ker je, bomo rekli, grda ta predčasna pokojnina, ta pravica, ki sedaj velja. Vsekakor je reforma tudi zato naravnana, da ne bi bilo potrebno toliko iz proračuna dajati sredstev, pa tudi, da delež v BDP, da bi bil, se pravi, se ne bi toliko dvignil, kot če ne bi bilo reforme. To je pomembno in tudi s to reformo se je utrdilo to obvezno zavarovanje, stabilno obvezno zavarovanje in tudi dobra, bomo rekli, popotnica mladim, da lahko verjamejo v sistem. Nenazadnje s 1. 2. 2015 je bilo uvedeno tudi plačevanje prispevkov za študentsko in dijaško delo. Lansko leto jih je bilo vključenih preko 103 tisoč, skoraj 84 milijonov evrov, in za medgeneracijski dogovor je to zelo pomembno, ker ko mladi enkrat imajo vplačevano pol leta, 1 leto, 3 leta, jim že ni več vseeno za sistem, ker so v njega že plačevali. Tako da tukaj so ti instrumenti, da se bo tudi na dolgi rok stabilnost blagajne zagotavljala, tako da smo lahko na tem področju tudi zadovoljni. Če pravimo glede drugega stebra, pa smo vsi malo več pričakovali, kot je bilo, ampak kot je sogovornik tudi povedal, so bili eni pozitivni koraki pa tudi na tem področju narejeni. A kot skrbnik prvega stebra verjamete, da je za dobro starost potreben drugi in morda celo tretji steber? Je potreben, ampak jaz sem vedno, ker leta 2009 so bile ene težnje, da bi osiromašili prvi steber na račun drugega in tretjega. Takrat smo se dejansko borili, da ne sme iti na račun, ker potem
in vedno sem, od takrat sem imel, ko sem predaval tudi slajde, da je treba zagotoviti stabilen prvi steber, ob katerem naj se razvijajo tudi dodatne oblike zavarovanj, ne pa zaradi osiromašenega prvega stebra druge oblike zavarovanj, kar bi pomenilo, da bi ljudje v starosti potem bili marsikdo v revščini. Ne, tako da je izredno pomembno. Vse trije stebri so izredno pomembni. Zdaj so pri tem drugem do tretjega tudi še prideva, ampak koliko ljudi v tem trenutku je del drugega stebra, vplačuje v ta drugi steber? Ali pa to počnejo podjetja, no? Načeloma bi jaz tako rekel, da ena od malo hladnih prh tega pogajanja v pokojninski reformi je to, da drugi steber ni obvezen. Sicer je prostovoljen, kar pomeni, da ni nujno se podjetjem pristopiti, da bi imeli za vse zaposlene ta drugi steber. V praksi pomeni to, da pač so prostovoljna podjetja pristopajo k drugemu stebru, pa rekel, vsa državna uprava oziroma vsi zaposleni v javni upravi. In v tem kontekstu bomo rekli, ima Modra preko 315 tisoč varčevalcev in pa že nekih 50 tisoč ljudi, ki prejemajo tudi že rento iz drugega stebra. Zdaj, mi smo z drugim stebrom začeli 20 let nazaj, praktično, in potem smo imeli neko reformo, kjer smo šli iz zajamčenih donosov v donose življenjskega cikla, kar pomeni, da si lahko posameznik glede na profil let zbere, kakšno dinamičnost nalaganja hoče imeti za svojo pokojnino, in iz tega, bomo rekli, se kaže neke donosnosti, ki so različne med različnimi tipi skladov. Zdaj, mogoče to lahko govorimo majčkeno kasneje v tem temu, kakšni tipi so teh skladov, ampak hočem povedati, da meni je zelo pomembno, da imamo v naši državi 3 stebre in ta baza prvega stebra je tista, ki je najbolj poznana, ki jo vsi poznamo. Ki jo praktično vsak, ki se rodi v tej državi, nekako že pričakuje, da enkrat, ko bo prišel do konca perona aktivnega življenja, da bo prejel nekaj iz tega. Bi si pa želel, in tudi mislim, da je ta debata ena izmed teh in debat o pokojninski reformi, da če si bomo želeli imeti bolj lepše življenje v, bomo rekli, pozni, pa zelo pozni življenjski dobi, da je smiselno varčevati tudi v drugem stebru in kasneje v tretjem stebru. In se mi zdi, da za državo kot tako, da daje davčne ugodnosti za varčevanje v drugem stebru, se mi zdi iz konteksta multiplikatorja ena najboljših naložb, ki jih lahko država naredi. Ja, saj ste dobro mi dali iztočnico. Ko govorimo o pokojninah, ne, v Sloveniji je vendarle največkrat slišati, da so te razumljivo prenizke. Če je kolega govoril zdaj o tem, koliko damo potem v ta drugi steber, če bi vas vprašal, koliko pa mi damo v ta prvi steber od naše plače, da si potem lažje predstavljamo, vse podatke imam, ampak da me ne boste ta drugič zdaj popravili, ne, vem, da jih imate vi tudi, se pravi, koliko damo kot državljani aktivni v ta prvi steber za našo pokojnino in koliko potem dobimo, ne? V 24,35% je prispevna stopnja, od delodajalcev 8,85, 15,5 od delojemalcev. Tukaj je bilo tudi kar precej razprav in teženj, ampak jaz sem že od prej pričakoval, da bo najbrž enako ostalo, da ni pravi čas, da bi se breme delodajalcev povečalo. Pokojnina je pa odmerjena, nekoliko je prispevna stopnja, ampak je osnova bruto plače oziroma zavarovalne osnove. Tako da, če so nekateri mislili, če bi delodajalci več vplačevali, da bi bilo pokojnine višje, ne bi bile višje, tako da je pomembno ta plače. Ugotavljamo pa, ne, da je kar 35% starostnih upokojencev v zadnjih letih, 66% invalidskih upokojencev je odmerjena pokojnina od najnižje pokojninske osnove. In za 40 let je to zdaj 781, kar pomeni, da so plače prenizke.
Nekdo, če bi hotel imeti od dejanske osnove, bi mogel plačevati od 1850, je pa 1436 je sedaj najnižja osnova. Tako da je avtomatično pri nekaterih, ki imajo od minimalne plače ali pa blizu 80% espejev, če ves čas tako nizko plačujejo, je četrtina socialnega korektiva. In zdaj ta populacija, da bi sami še dodatno plačevali, je malo možnosti. In tudi nadomestitveno stopnjo imajo ti najnižji dobro, tudi do 90%. Tisti, ki imajo pa višje pokojnine potem, ker imajo višje plače, je pa njihova nadomestitvena stopnja 60, 50, ne, ti, ki imajo od najvišje pokojninske osnove, in tukaj je tista možnost, da bi še dodatno. Če bi pa delodajalci bili obvezni, da bi en del plačevali še v drugi steber, bi pa se tudi za te poznale, in tukaj je bila tudi ta predlog, ki ni šel skozi, je bila ideja, da bi prvo leto 1 odstotno točko in delodajalec in delojemalec in potem do 3 odstotne točke in bi potem pomenilo še dodatno. Jasno pa je, takoj breme delodajalca, 1 odstotna točka pomeni 280 milijonov na letni ravni. Z to reformo, ne, če smo gledali te pobudniki referenduma, delavska koalicija, da je za delavce najslabše poskrbljeno, ne drži. Najboljše z najnižjimi pokojninami in posebej invalidskimi bojo bistveno dostojnejše pokojnine, bomo rekli, te odmere od najnižje pokojninske osnove, se jim bo leta 2035 pokojnina bo višja za 10%, za invalidske, te, ki prejemajo 490, celo 22% in bojo že od 1. 1. imeli pravico ne do 490, do 610. Zato sem jaz jim večkrat tudi izjavil, da bi jih pričakoval ne za podpiranje podpisov proti reformi, ampak s transparenti na ulici v podporo temu reformi, ampak na srečo bo zavod izvajal, se pravi, bo zahtevno za izvajati, ampak se veselimo, da bomo to vse sprovedli. Ja, problem tega je, saj ste sami prej dobro rekli, če imamo prenizke plače, imamo seveda potem take tudi pokojnine, ne, in dobro ste vrgli žogico, tisti, ki imajo danes najnižje pokojnine, tisti vedno mi odgovorijo, ko imamo takšne podgovore, pa od kje naj zdaj mi damo še 60 evrov na mesec, na primer za to rento v drugi steber. Kakšen odgovor tukaj date? Zdaj vzameva verjetno javni sektor, ampak tiste, ki, ne vem, delajo v podjetjih ali pa so morda celo v invalidskih podjetjih, no. Jaz mislim, da to čist na mestu pomislek, ne, in jaz mislim, da marsikomu je zelo težko v življenju, bomo rekli, in je vsak evro v tem kontekstu zelo, zelo problematičen, da si ga vzameš od ust. Zaradi tega je tukaj možnost, da niso delavci tisti, ki pač poskrbijo za to, da si še tisti evro dajo od ust, ampak mogoče je prostor tukaj za delodajalce, da pa vse najdejo neko dodatno skrb za svoje ljudi. Recimo za njih to pomeni, da od, bomo rekli, teh, če rečemo 50 evrov, bomo rekli, gre teh 50 evrov direktno v zniževanje davčne osnove za odmero davka na dobiček. Kar pomeni, da v bistvu, če gledamo, ni teh 50 evrov, ampak je lahko za podjetje tudi to 40 evrov na glavo. In pač tukaj je ena taka stvar za podjetnike in lastnike podjetij, da to je skoraj najcenejši, pa ne bom rekel božičnica, ker je zdaj toliko, bomo rekli, vroča tema, ampak bom rekel nekaj, ki lahko ljudem z relativno malo denarja omogočamo, bomo rekli, tisto življenje po zaključku aktivne dobe, da je majčkeno bolj bogato ali pa malo bolj ali pa malo lažje, no. Ker če govorimo o ljudeh z minimalno plačo, tukaj ne govorimo, bomo rekli, v enostavnem premostitvi meseca, ampak govorimo, a je malo težje ali pa malo lažje, no. Tako da, kar je tukaj ena stvar, definitivno bi jo to izpostavil. Ampak bomo rekli, niso zaposleni samo tisti, ki prejemajo najnižje plače, ampak so zaposleni tudi, ki prejemajo dobre plače ali pa solidne plače ali pa, bom rekel, dovolj
visoke plače, ke pa, jim je varčevanje omogočeno. In, bom rekel, tukaj je debata, a varčujem samo v tretjem stebru, z vsemi možnimi naložbami, ali pa razmišljam o tem, da varčujem v drugem stebru. In, drugi steber je dejansko tisti, ki nam da možnost zniževanja dohodninske osnove, in bom rekel, vsak evro, ke ga privarčujemo, v drugem stebru, nam omogoča, bom rekel, znižanje dohodnine, ke jo plačamo. Zdaj, če si v zelo visokem, bomo rekli, nivoju, to pomeni tudi lahko 500 € na 1000 €, da je, prišparane, preplačila dohodnine. Ta druga, stvar, ke bi jo pa hotel povedati, je pa ta, da kaj, bom rekel, mi se pogovarjamo o pokojninskem varčevanju. In, rekel, jaz prihajam iz tretjega stebra v drugi steber in ena največjih takih razodetij v tem, prehodu iz tretjega stebra v drugi steber je to, ke sem začel razmišljati, ja, pa kdo je največji sovražnik meni, da, ne bom prišel, bom rekel, pri svojih 65, 70 letih, ko grem v penzijo, da bom imel neki kupček denarja še na svojem računu ali pa na svojem, v svojem skladu ali pa v čemerkoli, ne. In sem jaz ugotovil, da pač sem si sam, ne. Ker vedno je kakšno lepo potovanje, ke me zamami, da bi ta kupček denarja porabil za to, da bi šel na potovanje, ali pa avto, ali pa malo boljši televizor, ali pa malo hladilnik se je pokvaril, pa nimamo od kje vzeti in tako, ne. In da se zelo ljudi hitro, bomo rekli, pridemo do točke, da, bomo rekli, današnjim potrebam damo večjo težo kakor pa tistim v prihodnosti. In tukaj je ta drugi steber tak, kjer je jasno namensko organizirana oblika varčevanja, ki te pripelje do, zadnje postaje na peronu in ti takrat da neko večjo, kepo, s katere pač lahko tudi, bomo rekli, v neaktivnem delu življenja, neke, užitke, žanješ. Tako da se mi zdi, da ta bremza in ta varnost je tista, ke bi te pa mogla dati v gibanje, da začneš razmišljati, ja, varčevanje v drugem stebru je smiselno in, dajmo ga malo povečati. Finančna pismenost je ena izmed, tem, o katerih v Sloveniji zdaj veliko govorimo, nisem pa čisto prepričan, če smo jo tudi dvignili, ne. Vi se s številkami in s pokojninsko reformo pa s pokojninskim stanjem blagajno ukvarjate zdaj leta. A Slovenci razumemo ta inštrument sploh? Kako deluje, kako ga polnimo, kako ga praznimo, da se povečuje naša življenjska doba, se pravi, pričakovana življenjska doba je danes že čez 80 let pri ženskah, ne, tudi pri moških jih uspešno lovimo, delamo 40 let, na trg dela se odpravljamo vse kasneje, vsi imamo v mislih tiste stvari, ja, v starih časih so pa skorajda 3 delali ali pa 4 za enega zaposlenega, danes je ta številka popolnoma drugačna in tudi demografija nič ne laže, ne. Če imamo zdaj malce več kot 16 000 rojstev na leto, pa mislim, da več kot 110, 120 tisoč tujih delavcev za to, da polnimo blagajno. 170 000 že. No, že 170 000, ne. Tako. To so pač številke, ki so zelo jasne, ne. A se zavedamo, kam gremo? Zdaj, odvisno, v katerem obdobju, smo pa s čim se ukvarjamo, ne. Tudi jaz, ke sem se pred 40 leti skoraj zaposlil na Zavodu za pokojninsko, se nisem s svojo pokojnino kaj, bremenil, ker v tistem času mladi imajo, se pravi, kako bojo prišli do dobre službe za nedoločen, čas, potem, da si bojo ustvarjali družino, kako bojo prišli do, stanovanja, in logično je tudi, da, kot je sogovornik, povedal, da v tistem času, ko imaš potrebe, ne boš mislil: bi pa za pokojnino nalagal." Ampak čas hitro mine in marsikdo potem, ko pride preko polovice, pa vidi: zakaj pa nisem tisto, naredil." Če bi zdaj vprašali, ne, ali pa pred časom je bilo, pred leti: "Ja, zakaj moramo plačevati v obvezno zavarovanje, zakaj ne dovolite, da bi jaz sam si nalagal?" Ampak se ne zaveda, ker potem ne bi nalagal in potem bi prišlo lahko tudi do poškodbe, bolezni, invalidske, upokojitve in denarja dejansko, ne bi, bilo. Mislim, da je vseeno ozaveščenost večja, nenazadnje, kot sem rekel, ta
študentsko in dijaško delo, če je preko 100.000 vsako leto vključenih v zavarovanje, že takrat razmišljeno. In ena anketa, ki so jo, mislim, da študentske servisi opravili, je bilo na 4. mestu pomembnost za pokojnino pri mladih. Bolj ozaveščeno mislim, da so ljudje, ker se tudi več govori, kot pa v tistem času, kot smo bili. Tako da je tudi sedaj dobro, da smo toliko govorili o reformi, ker če ne bi bilo teh aktivnosti, ne bi imeli toliko priložnosti in bi prepustili, da bi vsak rekel, kako je slabo, ampak zdaj, kot smo rekli, je res dober temelj za v bodoče postavljeno. Čeprav mladi pravijo, saj bomo mogli še 2 reformi doživeti, preden se bomo upokojili. Ja, ampak je pomembno, na kakšen temelj gre naslednja reforma. Če pogledamo ZPS-1, ki je bil leta 2000, če se ne bi popravili z ZPS-2 pa ZPS-2G leta 2020 pa 100, potem bi lahko rekli, da bomo iz prvega stebra dobili nizke pokojnine. Sej to je, ne, vi ste zdaj dobro rekli, mladi rečejo, bo treba še 2 reformi, mladi rečejo tudi, saj ko se bom še jaz upokojil, pa ne bom dobil nič pokojnine. Ne vem, 2/3 ne, danes dobi nižjo pokojnino od 1000 evrov, na primer, ne. Če vemo, kako hitro narašča inflacija, kako so stroški visoki, je teh 800 evrov danes res, res malo za to, da lahko ljudje živijo, no, ne. Samo moramo pa povedati, noben sistem, nobena vlada ne more zagotoviti, da nekdo, ki je delal 15, 20, 25 let, da bo imel res visoko pokojnino, pa še ob nizko plačanih prispevkih. Tako kot v drugem stebru, ali boš ti plačeval 20 let ali boš 40, je bistvena razlika. Pa tisti pregovor, ne, nikoli ne moreš toliko malo zaslužiti, da ne bi še kaj prišparal, in tako veliko, da ne bi vse zapravil. Tako da evro na evro, ne, so še pregovori, tako da je ta opismenost finančna je dejansko potrebna, da si ljudje zagotovijo. Pa ta miselnost, ne, pa mislim, da jo čedalje manj, saj ne bom doživel. Če bomo zdravi, bomo doživeli. Mogoče samo podatek, skoraj 26 let so ženske, ki so lansko leto in prenehale, uživale pokojnino. Moški 18 let. Če se gremo nazaj 30 let, ko je bila osamosvojitev, dobrih 30 let, so uživali moški nekaj manj kot 15 let, ženske malo več kot 15 let. Se pravi, je bila manjša razlika, ampak oboji bistveno več časa uživajo in zato je tudi potrebno, da je čim boljši dohodek. Moramo pa priznati, da pokojnina je odraz plačanih prispevkov, ena ekonomska kategorija, ampak v sistemu je veliko socialnih korektivov. Mislim, da v enem obdobju jih je bilo že kar preveč, se pravi, je potrebno potem tudi to skrbeti. In podaljšanje obdobja iz 24 na 40 minus 5 je tudi tisto, da bo pravičnejši sistem. Ker kaj se zdaj dogaja? Nekdo je 24 let dobro plačeval, ostala leta slabo in dobi višjo pokojnino kot nekdo, ki je celotno obdobje približno enako vplačeval in več kot on. Tako da so tudi inštrumenti tudi za pravičnejši. In socialni korektivi, kjer je pa najvišja, najnižja pokojninska osnova. Ta demografija mi ne gre iz glave, ne. Vse te številke seveda držijo, ampak ta pritisk tudi na državno blagajno bo vendarle, rekli ste, želimo ostati pri tisti BDP-ju, kot smo, Italijani so že danes pred nami, se mi zdi, Hrvati tudi malo. Se bo povečevalo. Se bo, ne. Če ne bi bilo, demografija jasno deluje, tukaj ne moremo nič, in tudi mi imamo zadnja leta okoli 1 milijon zavarovancev, en plafon je dosežen, čeprav bi trg dela, vsaj na določenih področjih, jaz mislim tudi preko 50.000 zaposlitev dodatnih sprejel, ampak vidimo, Zavod za zaposlovanje, 45.000 brezposelnih, kot smo rekli, 170.000 že tuje delovne sile, drugače ne gre in razmerje se bo poslabševalo, ampak veste kaj, 3,5 na delavca na upokojenca je bilo leta
75, ne. Zdaj je 1,1:1,55, ampak bomo rekli, to je, dobro razmerje, ker je bilo že leta 2013 1:37, ko smo imeli 170 000 manj zavarovancev v času krize, kot jih imamo danes, ne. sedaj. Pokojninska blagajna, ko me vprašajo, kakšni Kondiciji je? kondiciji je sedaj v dobri, odvisna od kondicije gospodarstva. Hrvaška, na primer, če smo pri tem drugem stebru, ne, ima nekoliko drugačno politiko, kot jo ima Slovenija. Kaj je pri Hrvatih drugače, kaj bi bilo vredno razmisliti, ne, da bi tudi pri nas za ta še dodaten korektiv lahko podjetja naredila ali pa država, no? Ja, glavna razlika je to, da pač oni imajo drugi steber obvezen, in je, kar se jaz razumem, je bil vzet iz prvega stebra, nekako v tem kontekstu, kar pomeni, da pač ta, kapitalska akumulacija se dogaja bolj intenzivno, hitro, kakor recimo v Sloveniji. Zdaj, a je to dobro ali slabo, bo čas pokazal. Pa jaz sem eno stvar, povedal, ko gremo v demografijo, ne. Meni je tudi tak zanimiv pojem, no, pa razmišljanje o tem. Pač govorili smo, imamo 16 000 in nekaj rojstev, to je družbena izbira, koliko rojstev bomo imeli v družbi, ne. Pač to bomo rekli, ob določenih spremembah tudi to lahko aktivno naslavljamo. Na drugi strani pa, bomo rekli, smo začeli kompenzirati, bomo rekli, potrebo po delavcih s pritokom tuje delovne sile. Jaz bi rekel, ja, to trenutno rešuje stvari, kratkoročno, ampak vprašanje, ke pa je, ne, je pa, da a je Evropa še zmeraj toliko konkurenčna pri pridobivanju, tuje delovne sile, kakor je bila recimo, ne vem, ko smo postali samostojni? To je eno vprašanje. Z vzponom Azije, a se ne bo na eni točki začel, pritok, ljudi, v drugo smer? In, a je možnost, da bomo še, bomo rekli, pridobivali tujo delovno silo na globalnem trgu? Tukaj se mi zdi, se stvari spreminjajo, in če gledamo 10 let danes naprej, to mogoče več ne bo kompenziralo, bomo rekli, naših problemov. In, bomo rekli, tukaj je treba tudi razmišljati o tem, kaj s tem. Na drugi strani pa, če mogoče primerjam prvi steber z drugim stebrom, govorimo, ke jaz razmišljam v varčevanju in v, tem, kje je prvi steber, drugi steber, tretji steber, razmišljam v energiji. Ker kaj je pokojnina? Zame je pokojnina to, da danes sem mlad, sposoben, lahko delam, imam veliko življenjske energije in, bom rekel, to svojo življenjsko energijo menjam z dobrino, ki jo rečemo denar. Zdaj, imamo prvi steber, kjer v bistvu energijo mladih prenašamo k, bomo rekli, potrebam starejših. Imamo, bomo rekli, ti zame, jaz zate kontekstu. Zdaj, ko govorimo o drugem stebru, jaz svojo energijo pretopim v denar, hranim ga plemenitim in potem, ko sem star, ta svoj premoženje, topim nazaj v, potrebe, ki jih imam, ne. Zdaj, meni je zelo všeč, ke imamo mi prvi, drugi in tretji steber, ki nekako hedge tveganja. Kar pomeni, bomo rekli, tako na prvem stebru imamo problem demografije. Ko če je demografija v upadu, je ta steber pod, vprašanjem. Na drugi strani, v drugem stebru imamo, dobre leta na trgu, ko, sredstva rastejo, smo vsi zadovoljni, so pa tudi kakšna obdobja, ke so mogoče malo manj lepa in, bomo rekli, lahko tudi kakšne izgube, realiziramo. In to je ena taka točka, o kateri bi lahko hotel naprej tudi govoriti. Ampak če pa govorimo našo pokojnino, ko se bomo prišli do konca, je pa vedno fajn imeti, bomo rekli, več košar, kjer imamo jajca, spraznjena, ker, bomo rekli, ko več nimamo več življenjske energije, si želimo neko subsidiarnost, kjer nam, bomo rekli, kjer lahko dobimo sredstva tako iz prvega stebra kot iz drugega stebra. In ta kombinacija, o tej kombinaciji bi mogli zelo veliko govoriti, da bi ljudje, bomo rekli, če se vrnem nazaj, izgube, ker smo mi naredili neke, študije, neke analize in pogledamo populacijo in gledamo nekje ljudi, mlajši od 35 let, pa ljudi, starejši od 35 let. In se kaže v družbi, da, bomo rekli, ljudje, ki so starejši od 35 let, niti nočejo slišati za finančne trge, kapitalske trge. Ker imajo vsi slabe izkušnje, ke so se jim zgodile od leta 2007 do 2014 naprej.
Ti, ki so mlajši od 35 let, te izkušnje nimajo in so bistveno bolj odprti do, bomo rekli, do kapitalskih trgov, finančnih trgov in bistveno bolj jih zanima in so bistveno bolj finančno pismeni. Ampak jaz še zmeraj mislim, tisti, ki so stari 35 let, da kljub temu, bomo rekli, da so bile kače, na finančnih trgih in da so, bomo rekel, odpisali kakšno bančno delnico in da, so, trgi padli, da kljub vsemu, je smiselno dolgoročno varčevati tudi na kapitalskih trgih. Jaz zdaj moram vprašati. Najbolj bi me zanimalo, a ne, koliko dam, ne, ko bi šel v drugi in tretji steber, in koliko bom dobil. Se mi zdi, da je to najbolj preprosta matematika. A se motim? Kako je pri vas? Ne? Koliko dobite in potem toliko lahko date. In tukaj je enako. No? Ja, dosti preprosta matematika je. Mi ponujamo 3 stebre, oziroma en steber, 3 podsklade. Vsak podsklad je namenjen drugi starostni skupini. Prvi od tega dneva, ko se zaposlim, recimo od 18. leta naprej, pa do 50. leta, kjer je naložbena oblika najbolj dinamična. Zdaj pa so tiste poslušalce, ki mogoče ne vejo, kaj pomeni dinamična politika na finančnih trgih. Finančniki to rečemo dinamično, kar pomeni, da lahko sredstva hitro rastejo, pa tudi globoko padejo. To je za nas dinamično. Kar pomeni, seveda, delnice so tiste, kjer lahko beležimo lepe kapitalske donose, tudi 100% plus, ampak so tudi korekcije 20, 30, 40%, ko se lahko zgodijo zelo hipno. Uravnotežen sklad pomeni nekje polovica delnic, polovica obveznic. Zdaj obveznice po sami naravi so donosnosti nekoliko nižje, in tudi korekcije na obveznicah so nižje. Zdaj, leta 2022, v času covida, je bila največja korekcija na obvezniškem trgu v zgodovini, pa je bila ta 17%. Na delnicah smo imeli leta 2008 korekcijo, pa je bila preko 50%. V Sloveniji še mogoče malo večja, ker smo v 2007-2008 beležili boj za lote slovenskih podjetij in, bomo rekli, če bo nekako šlo po tej poti, kakor gremo danes, bomo končno nekje v naslednjem letu ali pa v tem letu dosegli vrh, ki smo ga videli pred zdaj že kar 18 leti. In v tem kontekstu, ker je toliko časa trajalo, da se je nekako naložba obrnila nazaj, bi tudi jaz razumel skepso investitorjev, ko so videli visoke rasti med letom 2004 pa 2007, 2008, da so zelo dolgo časa čakali, da je evro postal spet evro. Če gremo v Ameriko, ne, od dna 11. marca 2009 do zadnjega tečaja, ne, so se tečaji delnic tam podeseterali. Kar pomeni, da v bistvu pač so ljudje bistveno na boljšem, kakor so bili, kljub temu, da so doživeli krizo. In ja, jaz mislim, da varčevati na dolgi rok je smiselno in da sledimo svojemu življenjskemu ciklu. Kar pomeni, da ko smo do 50. leta, varčujemo v delnicah, večinoma lahko si obetamo donose okoli 6-7% letno. Ko gremo v ta uravnotežen del življenja med 50 pa 60 let, gremo v uravnotežen sklad, kjer lahko pričakujemo donose okoli 5%. In ko gremo potem, ko čakamo na to, da gremo od predzadnje postaje na zadnjo postajo, pa ne bom špekuliral, pri katerih letih bo šla moja generacija v penzijo, ampak recimo zadnjih 5 let, 3 leta, preden gremo, je pa mogoče smiselno parkirati denar v varnejše naložbe in tam nekako dobiti donos, ki nekako pokriva inflacijo, da potem lahko iz tega črpamo neko donosnost. Moram vas vprašati, kot generalni direktor SPIZ-a, ste v drugem in tretjem stebru? Ja, Ja? ja. Koliko časa že? Pa že od vsega začetka. Tako v javnem sektorju smo vsi vključeni in tudi ostale oblike in tudi pravim, da je treba dejansko razpršeno
varčevati, kdor more. In tudi vsako leto, pa mislim že 10-15 let, plačam tudi tisto maksimalno, za davčno olajšavo, ne. Mhm. Saj zdaj ko sem poslušal kolega, sem malo tako, če še ne bi bil 11.11., Mhm. bi jaz hotel celo več govoriti, povedati, kaj je vse, ugodnosti, ki bojo prinešeno, ne. Sedaj sem pa mislil, se pravi, imamo pod streho, da začnemo s 1.1.2026, izvajati tudi toliko ugodnosti na področju, se pravi, in za otroke in za služenje vojaškega, roka. Za vdovske pokojnine se bojo, povečale, kot sem rekel, invalidske preko 50 000, tistih, ki jim je osnova zdaj bilo 490, tudi za vdovske, družinske, in, nadomestila iz invalidskega zavarovanja bojo že te, ki uživajo, dobili, višje, pokojnine in tudi na novo, ampak sem rekel, da prepustim, da tudi to pismenost tudi preko te oddaje tudi slišijo, iz, bomo rekli, za drugi in tretji steber, ki je, kot pravim, zelo pomemben, in kot sem že v začetku rekel, na obveznem je bil izredno dober temelj, postavljen, se pravi, gre zasluga v bistvu tem pogajalcem, da so dogovorili, na drugem in tretjem pa nas čakajo še potrebne, spremembe, ampak kot je sogovornik tudi, rekel, vsak more pri sebi, se tisto odločiti, da naredi, Mhm. pravo potezo, in po moji oceni, ker tudi sam varčujem in že, dolgo, da se, splača, varčevati v okviru svojih, zmožnosti. Mogoče bi Kar. samo tukaj dodal, da ko razmišljamo o varčevanju, in se zelo strinjam, je najbolj pomembno začeti pri sebi. Zdaj, mnogo ljudi že varčuje v drugem stebru. In zdaj ga dam jaz pobudo, da, za tisti, ki ne vejo, kakšna sredstva imajo na računu, in, recimo, da varčujejo pri Modri, da grejo na našo spletno stran, da si naložijo app na, iz trgovine na svojem telefonu in dejansko pogledajo, kakšno je njihovo stanje na računu. In potem, ko enkrat vidiš, da imaš že, ne vem, privarčevanih 5 000 evrov, 10 000 evrov, 20 000 evrov, saj res, tukaj nekaj je, in ti da za razmišljati. Mhm. A pa je mogoče še prostor, da lahko kaj povečam. In zdaj, ko se bliža konec leta, ko je dohodninska, bomo rekli, olajšava na voljo na koledarsko leto, ali mi je v tem letu še kaj dodatno ostalo, da lahko še kaj primaknem in, privarčujem v dohodnini. To je čisto en tak praktičen nasvet. Začnem pri sebi, ampak probam skonsolidirati, kaj imam in kaj si želim imeti v prihodnosti. Ena od dobrih stvari je to, da lahko tudi na ZPIZ-u pogledam, kakšno pokojnino imam. A drži? A to ljudje počnejo? Ja, ker, počnejo, v bistvu je pa celo skoraj preveč tistih, ki bi radi vsake pol leta, vložili zahtevek na zavodu, bomo rekli, celo Mhm. preveč bremenijo. Imamo osebni informativni pokojninski kalkulator, kjer na svojih podatkih lahko izračunajo. V dani situaciji, ker bo toliko sprememb, bomo rabili kar nekaj, mesecev, da ga bomo vzpostavili, da se bo tudi dalo po novem izračunati. Imamo pa splošni informativni kalkulator, kjer pa lahko si, izračunajo pogoje in višino odmernega odstotka. To smo pa pred dobrimi 14 dnevi že posodobili, tako da lahko naredijo primerjavo med obstoječo zakonodajo in novo, zakonodajo. Tako da tukaj je veliko možnosti. Jasno, ne bom zdaj apeliral na tiste, ki so še mladi, ko so komaj vstopili v zavarovanje, da si bojo šli gledat, ker od začetka imaš dejansko, nižje plače, drugače pa je priporočljivo, da ljudje, pogledajo in vidijo. In tudi vidijo podatke, ki so not, ali ker izračunamo od podatkov 70. leta naprej, ali so vsi podatki noter, in če mislijo, da so kakšni podatki odstopajo od tistega, kot misli, da je prejemal, lahko tudi pravočasno se to uredi, ne pa ob upokojitvi za, recimo, za 30 let, nazaj.
Ker mene bi ravno to najbolj zanimalo, kar ste vi rekli, da ko jaz odprem danes aplikacijo, mi piše vse od vremena do prometa, do kripto padca in rasti. Če bi pa tam še videl, kakšno pokojnino bom imel in koliko imam na drugem ali pa tretjem stebru. In prvem Ne. bo pa, zdaj delamo na mobilni aplikaciji, tako da kjerkoli bo lahko, ne, se to pogledalo. In v tem kontekstu je zelo zanimivo, ne, ko dobimo izračun, smo lahko super zadovoljni, mogoče pa nismo toliko zadovoljni, pa bi rekli, jaz pa bi še šel kaj, pa še kaj bi za vnuke dal, pa to, ne. In potem lahko ta podatek, ki ga dobijo pri njih, prenesejo v našo aplikacijo in bomo rekli, si hitro lahko zrišejo, kakšno bi moglo biti mesečno varčevanje, da bi tista renta iz drugega stebra nekako kompenzirala to izgubo, bomo rekli, od zadnje bruto plače ali pa od trenutne plače, da bi nekako prišla do tega, da bi prišel do tistega zneska, s katerim se sam čutim udobno. Javni sektor bi rad še naslovil, se mi zdi, da vendarle imamo tudi tam veliko poslušalcev, predvsem pa tudi veliko ljudi, ki delajo v javnem sektorju. To je velik plus, da so v resnici takoj že vključeni v ta drugi steber, a drži? Drži, samo ko je bila kriza, ko je bil, je takoj tisto, sem mislil, ni dobra popotnica bila, da so se celo sindikati strinjali, da se ni plačevalo v drugi steber oziroma eno obdobje manj, ne. Tako da je potrebno, tam je blizu 200 000 ljudi vključenih, ampak pogrešam pa tudi, da bi v javnem sektorju bi bilo možno ne samo individualno, ampak tudi kolektivno zavarovanje, tega pa dejansko ni. Moram reči, tudi ko smo poskušali na našem zavodu, ne, v enem obdobju za tudi to kolektivno, ki potem ni bilo možno, se delavci, ki delajo in vejo, kakšne pokojnine, niso bili dejansko zainteresirani. Ja, jaz bi rekel, za zaposlene v javnem sektorju je to velik plus, da so direktno vključeni v drugi steber, ampak na drugi strani minus, da je ta znesek, ki ga, bom rekel, dobivajo od svojega delodajalca, je relativno nizek, zato da bi bil ta znesek, ko grejo v pokojnino, malo bolj materialen. Jaz bi si res želel, da bi mogoče čisto en preprost primer, pa ni nujno samo, da kot javni sektor, kot delodajalec, lahko je praktično za katerokoli podjetje, da je taka motivacija za 1 evro, ki ga sam pristaviš, delodajalec doda še 1 evro. In meni se zdi to taka zelo dobra, bomo rekli, vrednostna prepozicija, ki bi stimulirala, jaz dam evro, recimo 500 evrov na leto, dobim 500 evrov od delodajalca, od teh 500 evrov pa dobim v primeru vračila dohodnine 200 evrov. Tako da me stane 300 evrov neto, da dobim 1000 evrov za mojo pokojnino, ki se bo, ne vem, čez 20, 30 let, kar bo pomenilo, ne vem, tudi krat 2 ali pa krat 3 višjo, bomo rekli, pokojnino iz drugega stebra, kakor če tega ne bi bilo. Sam dobim tax break, in moj delodajalec dobi znižanje dohodninske osnove, sam pa dobim boljše v življenju Saj to, ne, zato sem vesel tudi, da ste prišli, ker ko govorimo o pokojninah in ko pogledamo danes število ljudi, ki živi s pokojnino, ki je nižja od 800 evrov, na primer, ne, si rečemo, mi moramo o tem razmisliti močno in to popraviti, ker najtežje breme za državo so v resnici ljudje, ki so svoje pošteno oddelali, ampak ne morejo normalno živeti, ne. Ja, saj tudi zato je bila zagotovljena pokojnina 2017 uvedena starostna invalidska, ker je bila celo za 40 let dobe od najnižje pokojninske osnove nižja od cenzusa za varstveni dodatek, kar dejansko ni normalno, ne. Zdaj tudi primer, kot sem rekel, iz 490 bojo šle najnižje te invalidske na 610, ampak kaj se je pojavilo, ne? Da so še vedno pod pragom revščine. Kot sem rekel, ne moreš zagotoviti za malo dela toliko veliko, zdaj si pa samo predstavljamo, 120 evrov več na mesec
to je 1440 na leto, to je skoraj 3 pokojnine za njih. Kaj bo za teh 9000, ki direktno bojo dobili to razliko, pa še, kot sem rekel, vse skupaj 50 000, bojo pa dobili sicer manjšo, to pomeni. Če nekomu, ki ima 2000, dodaš 50 evrov, se mu ne bi toliko poznali. Tukaj pa pri nizkih pokojninah vsakih 50 evrov pomeni, in zato je tudi izredno velik dosežek odmerni odstotek 70, ki je sedaj za 40 let dobe 63,5, postopno od leta 2028 do 2035 se bo dvignil na 70, in te od najnižjih se nič ne bo pomenilo podaljšanje obdobja za izračun pokojninske osnove, oni bojo samo pridobili višjo pokojnino. In ko rečejo nekateri, da podaljšanje obdobja bo pomenilo nižjo pokojnino. Ja, v povprečju pomeni podaljšanje obdobja nižjo pokojnino, ampak imamo toliko kompenzacijskih ukrepov, največji, teh 70%, bo pa pomenil povprečju višje pokojnine, razen za nekatere, ki so v enih obdobjih nizko plačevali, potem visoko, nizko. Tako da tukaj je za dostojne še več narejeno, ker v beli knjigi je bilo predvideno, da naj bi bilo dejansko tisto nadomestitveno razmerje v povprečju 70%, kar bi pomenilo 60% iz prvega stebra, 10% iz dodatnih zavarovanj, iz drugega, tretjega stebra. Zdaj pa vidimo, da posebej te z najnižjimi pokojninami, ki so tudi tisti, ki bojo težko se vključevali v to zavarovanje, ker imajo nizke plače, pomeni, da bojo imeli nadomestitveno stopnjo veliko, in dejansko ta srednji razred bo pa mogel razmisliti, da si bo dejansko še povečal, kljub dostojnejšim pokojninam iz prvega stebra. Ja, jaz bi mogoče tukaj nadaljeval, že komentar, ki smo ga imeli, da so osnovne plače prenizke. In da v bistvu mogoče se malo premalo dodane vrednosti generira v naši državi. In bi nadaljeval s tem, da kaj pokojninska reforma tudi prinaša. Zame je bila največji doseg to, da se poveča izpostavljenost do alternativnih naložb do 30%. Zdaj, ko govorim alternativne naložbe, si lahko misli marsikdo marsikaj. Ampak bi rad mogoče kakšno besedo več o tem povedal, ker se mi zdi za naše poslušalce tukaj je to taka stvar, ki je lahko zelo relevantna. In sicer imamo dva super trenda. O demografiji smo že govorili, o vzponu umetne inteligence pa še nismo govorili, ampak tudi to je ena tema, o kateri lahko aktivno govorimo. In sicer alternativne naložbe je nekaj, ki daje zagon nečemu, kar v Sloveniji še nismo imeli, oziroma nismo imeli institucionalno podprt. In to so naložbe v zagonski kapital, naložbe v privatni kapital, v privatni dolg, v infrastrukturne projekte in nepremičnine. Vem, da nepremičnine so tiste, ki so večini populacij v Sloveniji zelo blizu, in imamo po mojem najbolj razpršen lastniški trg nepremičnin v Evropi, ampak okej. Ko pa govorimo za podjetnike, pa bom rekel, da pridemo od ideje do tega, da naredimo minimum viable product, do tega, da ga stestiramo na trgu, in potem, da lahko financiramo rast in še hitrejšo rast. Zdaj, če gledamo zadnjih 10, 15, 20 let, ko je enkrat prišlo podjetje do tega, da ima dober produkt, je zelo hitro iskalo kapital v tujini in je pač pobegnilo iz Slovenije. Pa imamo zelo veliko super dobrih zgodb, ki so zrastle in še danes dajo dobre plače v Sloveniji in podjetja so zelo dobra. Če pogledamo pri Ljubljansko borzo, so pa praktično vsa tista podjetja, ki so bila skotirana leta 1994, so danes še tam, in praktično nobenega aktivnega, dobrega podjetja se ni skotiralo na Ljubljansko borzo. In zdaj, v zadnjih 5 letih ali pa 3 letih se je v Sloveniji naredil tudi en tak velik preskok miselnosti in začeli smo aktivno razvijati sklade zagonskega kapitala, privatnega dolga, privatnega kapitala. In kdo pa so investitorji v te sklade? To so pa pokojninske družbe v glavnini in pa
evropske inštitucije, različne banke. To se dogaja tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, kjer na Hrvaškem, kjer so pač ti skladi večji, so lahko še večji motorji, bomo rekli, podpiranja te infrastrukturne zasnove, na katerem lahko pač se generira rast in generira, bomo rekli, dodana vrednost, ko omogoča dobre plače. In bi si upal danes trditi, da lahko pridemo od dobre ideje do rasti in v končni fazi do tega, da ko bomo rekli, podjetniki pridejo do konca svojega delovne aktivnosti in bi si želeli upokojiti, da obstajajo tudi skladi, ki omogočajo prenos podjetja iz ene generacije na drugo generacijo ali pa omogočajo tudi upokojitev podjetnika, s tem, da podjetje ne gre v pogubo, ko gre glavni motor družbe v zaslužen pokoj, da se v Sloveniji izgrajuje ta ekosistem. In zdaj, ko sem rekel o umetni inteligenci, ne, umetna inteligenca ponuja številne poslovne modele. In zakaj ne bi, bomo rekli, tega aktivno izkoristili in zakaj ne bi prišli do slovenskega kapitala oziroma lokalnega kapitala, ki najbolj pozna zadevo, investiramo v njih in potem to pomeni lepa rast, bomo rekli, sredstev v pokojninskih skladih, na drugi strani podjetju omogoča hitrejša rast in s tem lahko boljša delovna mesta, bomo rekli, izgrajujemo in potem teh problemov iz prvega stebra niti ne bo takšnih. Če pa se odpovemo temu, ne, bomo rekli, bomo imeli pa lahko probleme tako v prvem stebru, v drugem stebru in potem recimo čez 20-30 let o sami dodani vrednosti, ki bo naša država omogočala. Tako da bomo rekli, teh 30% lahko naredi kar nekaj razlike. Zdaj bi si želel za naslednjo debato samo to, kako še okrepimo drugi steber, da bo še več te institucionalne podlage in da bojo lahko podjetja prišli še, bomo rekli, dobra podjetja še lažje do denarja in da jim ne bo treba že v prvem koraku bežati v tujino, da lahko svoje poslovne ideje udejanjijo. Ja, sej v drugi steber bodo radi vplačevali, če bo dodana vrednost velika, potem seveda ne bo nobene panike reči, vi ste naše jedro, govorimo o zaposlenih, zato vam tudi dajemo in to nekatera podjetja tudi že počnejo, no, saj tista, ki prepoznajo, da je v resnici prav kader tisti, ki je največ vreden, ne. To si jaz želim kot generalni direktor zavoda, da se bo to razvijalo in potem tudi, ker ko bom v penziji, da bo stabilnost tega sistema, ne. Kot je zdaj iz teh besed izhaja, ja, je izredno pomembno, da pride do dodane vrednosti in da izkoristimo vse ali pa večino priložnosti, ki so možne. Ja, nič, december je pred nami, to pomeni, da nikoli ni prepozno, da kakšnega evra vendarle ne vložimo v našo prihodnost, ta drži. Ja, jaz bi lahko rekel eno stvar. V poplavi vsega materiala, ki ga imamo, jaz pač imam 4 otroke in vem, koliko se tega materiala lahko nabere. Jaz mislim, da je mogoče smiselno za razmisliti, a je december res samo, bomo rekli, materialističen mesec, a je lahko tudi mesec varčevanja. Jaz bi si želel, da bi bil december tudi mesec varčevanja, ne samo zapravljanja. Ja, Modra zavarovalnica se mi zdi, da je samo nekaj nadstropij nad mano, ne. Kdo ve, morda se tam oglasim, ne. Vabljeni. Hvala lepa obema za obisk, hvala lepa, da smo Mogoče pretresli. samo Kar. Ja, ker smo zdaj proti koncu leta, pa najbrž večina tistih, ki se bo zdaj upokojevala, že ve to informacijo, ampak ni zanemariti, da še ponovno ponovim, da kdor razmišlja, ali se upokojiti konec leta ali v začetku naslednjega leta, nedvomno v začetku naslednjega leta, ker bo nekje 2,5% višja pokojnina, pa nova reforma prinaša, na primer, kdor ima otroke, namesto 1,36 odstotne točke, 1,6, odmerni odstotek za vojaščino, tako da če pa se odloča ali naslednje leto, pa čim dalj da dela, ker je možno tudi 40% pokojnine prva 3 leta ob starostni pokojnini in tudi ugodnejše vrednotenje pokojninske dobe in na ta način 3 leta po dopolnitvi 40 let pokojninske dobe brez dokupa in
starosti so najbolj plodna, ker se pokojnina poveča za 9 odstotnih točk, to je za 14 odstotkov in v tem času še 40 odstotkov starostne pokojnine. Jaz bi pa še dodal še enkrat, da pa če nekdo razmišlja, a v drugi steber vplača december ali pa januar, bi pa apeliral, da to naredi decembra, ker lahko izkoristi še večino te dohodninske olajšave, kakor pa če bi, bomo rekli, leto 2025 ostalo leto brez dodatnega varčevanja. Če bi, kot ste me prej vprašali, ja, to bom konec leta naredil, kot 10-15 let že naredim. Dobro, a lahko samo še eno vprašanje za konec, ker se ravno zato pa so podcasti, da lahko vse vprašamo. Omenili te, da lahko delajo potem, ko so 40 let že oddelali. Ena izmed idej Brodnja, ki jo je dal šef NLB-ja, je, da bi vsi upokojenci lahko delali brez omejitev, tudi potem, ko so svoj del že opravili in da dobivajo polno pokojnino in še vedno doprinašajo. A bi bilo to dobro za pokojninski sistem? Ne, bi mogli biti čisti, ampak kot je prej sogovornik povedal, da kdaj pride pokojnina v poštev? Ko nismo več v tisti aktivni dobi in ko ne moreš toliko ustvarjati na trgu dela, in takrat je namenjena ta zavarovalni princip, pokojnina. Teh 40 odstotkov mislim, da je ravno nekje uravnoteženo, da spodbuja, da nekdo še ostaja, 100% pa ne bi bilo pravično, čeprav določene države imajo, pa nekje drugače. Zdaj ti ostaneš v lahko zavarovanju. Se delodajalec strinja ali ne? Če bi bilo 100 odstotkov, bi moglo prenehati delovno razmerje in tudi nekatere države imajo, da se ne smeš več zaposliti tam, ko si bil, ampak nekje drugje. Ampak ko sem na predavanjih, pa je 10, 50, 100 ljudi, ima lahko vsak svoje mnenje, tako kot je gospod Brodnjak povedal, tudi jaz svoje mnenje povem, da mislim, da je ravno prava tista spodbuda v zvezi s tem in stimulacija za nadaljnje delo. Zato sem vas pa vprašal, da dobim še drugo plat tega odgovora. Ja, in kot ste na začetku rekli, zdaj si bomo lahko tudi izbrali, ali bi morda v prvih 10 letih v pokojnini uredili kakšen lep vikend, se preselili na obalo in si izplačali to rento na začetku večjo, ne da si jo razdelimo do konca. Hvala lepa še enkrat obema. O pokojnini bomo zagotovo še govorili, tako da boste še velikokrat vabljena v ta studio. Hvala. Najlepša hvala. Lep pozdrav, hvala lepa. Vam pa hvala lepa, ker ste bili z nami. Verjamem, da ste tudi vi dobro slišali te številke, predvsem pa verjamem, da vas je zanimalo, kakšno je vaše stanje na računu, ki ga boste dobili potem, ko se boste upokojili, in verjamem tudi, da ste začeli razmišljati, da bi bilo pametno dati še kakšen evro. Vem, marsikomu tudi zelo težko, ampak ko bomo enkrat stari, bo pa vsak tak evro, ki ga damo danes na stran, še kako prav prišel. Hvala lepa, da ste bili z nami. Do naslednjič. SBC Aktualno, podcast kluba slovenskih podjetnikov.